Dober večer, vsem skupaj, ura je 18 in nekaj sekund. Veselimo se naše gostje večera, dr. Jerneje Tomšič. Jerneja, dober večer. Dober večer. Dober večer. Evo, imaš zanimivo temo, mene je kar pretreslo, ko sem potem vtipkal v Google matrica in sem dobil vse tiste možne opcije. Halo? A lahko ostali ugasnete mikrofon? Hvala lepa. To se pravi, dotaknili se bomo, si rekla na začetku, PCR in virusa za smiseln uvod in potem nastavljeno naprej, kako se ta matrica ruši, kot si ti lepo rekla, kot iz zobotrebcev. Prepuščam besedo tebi, ker si tukaj res strokovnjakinja in se na te stvari spoznaš. Našim članom želim, da uživajo v tvojem podajanju. In od zdaj naprej je mikrofon tvoj. Ko boš zaključila, bo pa še naš predsednik na koncu podal par stavkov za zaključek večera. Tako da, Jerneja, še enkrat hvala, da si se odzvala in beseda je tvoja. Izvoli. Ja, dober večer vsem. Hvala, Iviljana, za povabilo. Bom kar rekla, kdo me je povabil. Iviljana je kar poklicala in rekla, da je Jerneja lahko, ker vem, da ima še toliko za povedati. In za povedati je neskončno velik. Sigurno bom spet kaj preskočila, ker lahko tukaj sedimo spet 1, 2, 3, 4, 5 ur, pa še spet ne bomo vsega povedali. Tako da jaz bom danes povedala, kar bom, pa bomo ostala bomo pa za naslednjič, a ne? Bomo mi kar takole. Zdajle bo, tole je, a se vidi? Ja, se vidi. Okay. Ja, takole sem rekla. V bistvu, kaj se dogaja, če mi ne vidimo te matrice, za katero nekateri od nas vemo, da se podira. Ljudje, ki je ne vidijo, ne morajo pomagati je podrt, recimo, kar temu tako. Če ti nekaj ne vidiš, ne moraš pomagati podrt. Ampak ta matrica je v bistvu, ko jo spregledaš, je pa zelo logično in se vse vidi in se vse zastopi in sploh ni problema. Tukaj le bom naredila čisto samo hiter ta povzetek od mojega prejšnje predstavitve. V bistvu, ko smo govorili o PCR testih in smo itak rekli, PCR testi niso nič, ker v bistvu genom so takole. V bistvu genom so spet samo sestavili v računalniku, ker to je to. To je v bistvu, če se zdajle zamislimo, to je v bistvu nekaj, kar je v računalniku, samo iluzija. Oni ti pokažejo sekvenco, to je pa 30.000 nukleotidov. Genom, viralni genom, dokler je to samo v računalniku, to je samo iluzija, ampak te prepričajo, to je pa genom virusa. Tukaj sem tudi zadnjič povedala, kako so v bistvu sami napisali, da ta virus, ko so ga sekvencirali, da ni bil očiščen od ostalega, to je zelo lepo napisano, ampak spet med vrsticami. In večina znanstvenikov tega tudi noče videti, tako da oni ne preberejo to med vrsticami. Nek bi mogla biti še slika, se mogoče bo. V glavnem tudi tisti, ki je narisan, bil virus, tudi to je samo narisan se bo potem. Oprostite, danes je malo, tukaj šele 9 pa 5 zjutraj. Tole je bilo tudi spet o PCR testu, ki vidimo, ne. Oni so kar dali na te cikle in v bistvu, če bi virus bil, bi mogoče ta začetni, ta manjše število ciklov, če si ti pozitiven, ki nekje pri 13-22 ciklih, to bi še lahko nekaj pomenilo. Vse ostalo, kar pa oni rečejo, ker je pač nekaj za svet, v tistem inštrumentu, nekaj za svet pravijo, to je pozitiven vsi in vsi ste pozitivni in vsi ste asimptomatični prenašalci virusov in tako naprej, to je spet vse čista iluzija, nekaj ti povejo in potem si to v glavo zabiješ in to potem iz glave spraviti je problem, ker vidim, kako je to potem težko obrniti in reči, to je vse sama laž. V bistvu vejo pa,
da lahko mi na vse, kar je, na vse, in tudi potem na svoje zdravje, kako mi na vse to vplivamo, če smo pod stresom, in to sem potem rekla tudi zanč, moč besed v bistvu treba zelo paziti, kdo komu kaj reče, ko ti rečejo, imaš raka, si pozitiven na PCR test, takrat se ti začne odvijati cela slika, grem v bolnico, me bo dal na respirator, ker to se je naredili moji sosedi in to je to in potem je soseda umrla, jaz bom tudi in ni, da lahko ti tudi umreš. Spet, samo zaradi tega, kar so ti povedali. Tole je, večina ljudi ve, to bomo zdajle pa malo na nov začeli danes, večina ljudi pozna ta placebo efekt. Placebo efekt, to se ponavadi daje v vseh teh kliničnih teh raziskavah, ko testirajo novo zdravilo in nekomu dajo, eni skupini ljudi dajo placebo in eni skupini ljudi dajo ta novo zdravilo, ki ga hočejo sprobavati. V bistvu so tudi sami ugotovili, da ta placebo efekt je toliko močen, da v bistvu ljudje, ki mislijo, da jim bo nekaj pomagalo, tudi če dobijo placebo, v bistvu te ljudje si lahko odpravijo simptome ali kakorkoli, se lahko nekaj pri njih spremeni, pri njihovem zdravju, tudi če niso dobili ta novega zdravila. In v bistvu se zavedajo te sami raziskovalci, zdravniki ali kdorkoli dela te klinične teste, v bistvu so se začeli počasi zavedati, da ko delajo te teste z zdravilom in s placebom, da lahko dobijo malo čudne rezultate ven, ker ljudje s placebom se večkrat v bistvu pozdravijo in jim nič ni. Je pa še en drug efekt, to je pa ta, ki se je pa uporabljal zdajle v tem času. Pa nocebo efekt. In ta nocebo efekt je v bistvu še hujši in še bolj deluje kot placebo efekt. In kaj je to nocebo? To je pa efekt, pri katerem nekdo pričakuje negativni rezultat, negativni potek nečesa. Tako da, če nekomu rečeš, si pozitiven, pričakuje, da bo umrl. In kaj se zgodi? Panika, težko diha, bolnica in to je to. In lahko umre, seveda. Potem pa še, da ne govorimo potem, kaj so jim dajali v bolnicah, remdesivir, kot to. WHO, Svetovna zdravstvena organizacija, je rekla, da to je pa zdravilo, ki bo odpravilo bolezen COVID in to je to. V bistvu pa zdaj se ugotavlja, da to je v bistvu strup. Tako da ta placebo efekt je zanimiv, nocebo pa še bolj v bistvu. In tukaj je ne vem, če vidite lahko, potem si tudi izpišete in lahko berete ta članek, v bistvu, kaj je nocebo efekt. Naši možgani so močno orodje, s katerim se moramo vsi naučiti upravljati. Večina pa sploh ne znamo. Jih uporabljamo čisto v napačno smer. Če lahko nadzorujete, kako ravnate s tem, česar se bojite, to je pa to, v bistvu vejo, kdorkoli nas zdajle, nam je priredil to COVID zadevo, to COVID norijo. Vejo točno, kako delajo naši možgani in če se bojite, boste manj verjetno, če obvladate to, da se v bistvu ne bojite tega, če obvladate to, česar se bojite, boste manj verjetno izkusili učinek nocebo, ki je bilo napisano v tem članku, zlobni dvojček učinka placebo. Tako da v bistvu večina se pa tega sploh ne zaveda in se enkrat začne zavedati, da je samo strah to, kar nas vodi v razne neumnosti, da ne moramo razmisliti in to. V bistvu, če ljudje tega ne vejo, seveda potem padejo na celi črti in se vidimo, kje smo. 2 leti po začetku te norije ljudje še, tudi če jim rečeš, pa daj masko dol, saj ni nič, jaz nisem imela nobenih simptomov nikoli,
so toliko prestrašeni, da ni za verjeti, ne. Naprej. Okej, kakor sem prejle rekla, virusi kot povzročitelji nalezljivih bolezni. To smo zadnjič spet rekli, virus pomeni strup, v bistvu virusi, kot so nam rekli, ne obstajajo. Kaj pa obstaja? Kaj nam zmeraj kažejo? Razne modele beljakovin, ki so prepisane, ki so prepisane iz genoma in ti kažejo slike, to je pa to, spet dokazano to, da te stvari res obstajajo kot materialno. Večina tega ni dokazanega. Ni dokazano, da to obstaja. Pač iz ene sekvence ti lahko prirediš eno določeno strukturo beljakovine, to pa tako izgleda, to so vse matematični modeli in to je to. Nam se pa zdi, da je vse to res. Slike pod mikroskopom so, v bistvu ne vem, če tukaj vidite, tukaj le piše, tole je merilce, kjer je 100 nanometrov, kar je v bistvu 0,1 mikrometra, je pa 1 mikrometer. V bistvu enaka dolžina, približno enaka dolžina, razlika je pa 10-krat. Zdaj pa tako, naši možgani so spet vejo, kako naši možgani delujejo. Ko ti vidiš eno tole sliko, ti si ne moreš skoraj predstavljati, koliko je to 10-krat razlika, vidiš nekaj in si ti svojo sliko narediš, to je pa enako. V bistvu, če pa greš gledat, vidiš, da veličina, tole naj bi bil virus, tukaj ta mejceni naj bi bili tudi virusi. In če to podrobno pogledaš, to v bistvu razlika med tem virusom in tem virusom, bomo rekli tako, virusom v narekovajih, je tudi ene 5-krat, verjetno, ali pa mogoče tudi ene 10-krat, ker je dosti manjši. In to ni logično. To ni logično, ker če je v eni te strukturi, če je tam noter 30.000 nukleotidov in to je vse predeterminiran, to je vse v bistvu kot človek. Človek je lahko samo ene določene velikosti, ne more biti 10 centimetrov, pač odrasel človek, ne more biti od 10 centimetrov do 10 metrov ali pa od 1,50 m pa do 5 metrov. Ne, je lahko samo od recimo 1,45 m, tisti, ki so recimo zelo majhni, pa potem 2 metra, igralci košarke, se vemo, 2 metra pa malo čez, in to je to. Tukaj v bistvu te virusi, ki nam jih kažejo, nič ne pije vode. Potem pa kaj naredijo? V dnevniku pa vrtijo tele zadeve, ki so pa itak cela znanstvena fantastika, ker to je pa samo spet model iz računalnika in ti naredijo v bistvu, v glavi imaš pa idejo, to je pa to, se moramo bati, pojmo vsi se skriti in to je to. Tole vam pa hočem samo pokazati, kako v bistvu lahko znanost zavaja sliko, da tisto ni bilo dosti, da vam kažejo virus. Glejte, če vidite tukaj le približno, to so, noter v tem grafu so enake številke. To je vse pri nuli je, kaj je bilo tole, 55, potem 60, meni se zdi 62, 70 ali pa 65, nekaj v tem smislu. Vse so iste številke, ampak če vam jaz rečem, tukaj le med 0 in 3 ni razlike, če vam jaz hočem pokazati, da med 0 in 3 ni razlike, jaz vam bom narisala tale graf in boste rekli, res ni razlike. Če vam pa jaz slučajno hočem dopovedati, razlika je med 0 in 3, so pač recimo lahko bi se rekli v času 0 minuta, 1 uri, 2 urah, 3 urah. Je pa ogromna razlika, jaz pa samo tole spremenim. Y spremenim, ga dam na mest med 0 in 70, ga dam med 50 in 66, 70, kakorkoli, in kar naenkrat je razlika. In spet, to se ti usede v možgane, takrat preč v prvi minuti. In jaz ti lahko potem še toliko dopovedujem, se v bistvu je pa to
Ni to res, ker lahko potem še malo matematično analiziram in v bistvu ugotovim, da po matematiki res med tole številko in to številko ni razlike. Če zmeri v tvojih možganih bo ostalo, ja, to je razlika. In to se dogaja velikokrat v člankih, ki so peer-reviewed, ki so znanstveni in kontrolirani in objavljeni vse, veliko tega se dogaja. Pač sem videla svojimi očmi in jaz moram naprej povedati, ker to. Tako da, to je. No, tole so nam kazali, kako nas cepiva rešijo nalezljivih bolezni. V bistvu, je šlo dol število mrtvih zaradi oslovskega kašlja, število mrtvih zaradi ošpic se je zniževalo, ampak če ti pogledaš, kdaj so vpeljali cepivo, to je tukaj za oslovski kašelj, pa ne vem, kje zdaj sploh v bistvu za ošpice, ampak saj vemo. Sigurno ne tukaj, tako da v bistvu spet, ko pogledaš, to je šlo že vse dol, in zakaj je šlo to dol? To je šlo dol, ker smo začeli majčkeno bolj čisto živeti, v hišah je bilo majčkeno bolj čistoto in uno in drugo, in to je v bistvu to. Takrat so se vse te simptomi, te bolezni, kakor jim pravijo, to se je vse začelo pucati in ni bilo več nalezljivo, recimo. Tako da, to je, tudi virusa, tudi oslovskega kašlja in ošpic ni še noben dokazal. Tako da, to je to. Aha, tole pa zdajle. Dobro, sej, kaj je v cepivih? V bistvu tukaj od spodaj je oprostite, tole bi mogla, saj veste, animation. Tole je zdravnik, ki je leta 70 na enem kongresu povedal na glas, da cepiva niso to, kar nas rešijo pred temi nalezljivimi boleznimi. Zdaj se bi pa mogli mi začeti spraševati, čakajte, zakaj pa potem nas cepijo toliko na silo? Kaj je v cepivih? In ko se začneš spraševati, v bistvu ugotoviš, se v bistvu je pa večino so pa cepiva narejena zato, da nas zastrupljajo, počas. Ampak začeli se je pa tako, da tista ta prva cepiva niso bila najbolj huda, ker vsi smo se cepili in proti ošpicam, in proti unam, in proti drugam. So nas cepili proti vsem možnim zadevam. In šele v zadnjih desetletjih so začeli imeti otroci velike probleme. Prej takrat, recimo 50 let nazaj, ne. So sicer nekateri imeli, ampak ni bilo tako pogosto. Zdaj pa v bistvu je, ker so v cepivih vedno bolj strupene stvari, kar v bistvu je pa tudi strup je aluminij. Tudi aluminij direkt v človeško telo, v žilo ali kakorkoli je strup. Tako da to je v bistvu virus, je iluzija, ki ti reče, da obstaja, da ti potem lahko prodajo cepivo, s katerim te zastrupijo. Zdajle je spet, saj vemo, je prišel na plano spet AIDS. Kaj je to? Akvirirani imunski deficitni sindrom. V bistvu to je, to, ko se ti podre imunski sistem, nekateri temu pravijo imunski sistem, jaz pa temu samo pravim, ko te zastrupijo, ker bomo potem videli, kaj imunski sistem v bistvu je. Ko te zastrupijo, ti začneš dobivati razne simptome in kaj so rekli? Rekli so, da je ta AIDS, da ga povzroča HIV virus, kater pa spet ni bil nikoli dokazan. Potem, s čim so zdravili AIDS? V bistvu, če gremo pogledati, s čim so zdravili AIDS, je bil še en strup, AZT, ki je v bistvu kemoterapija in je v bistvu strup, in ta strup je zastrupljal ljudi, ki so bili v bistvu zdravi. Nekako so se morali testirati,
so se pač morali testirati, zdaj ne vem, a je bilo obvezno zaradi tega, zaradi unga, v bistvu v enem momentu so se mogli testirati, so bili pozitivni in potem so jim seveda dali zdravilo, ki jim je pa v bistvu škodilo. To je to. Tukaj sem dala link, si ga lahko pišete, za dokumentarc, ki v bistvu govori o tem, veliko tega je zunaj. Veliko tega je zunaj. To je bilo v bistvu nam, znanstvenikom, vse pokazano kot teorija zarote. Ampak, ko greš enkrat raziskovati, to teorija zarote ni itak. Veliko ljudi ve, da to ni teorija zarote. In veliko teh, večina vsi, ki so umrli za AIDS-om, so umrli čisto brez veze. To je bil umor in spet, kdo je bil zraven? Naš spoštovani dr. Fauci, tako da itak ima zmeri on prste vmes. Potem gremo spet, to je pa tudi še ena iluzija rakava obolenja v bistvu. Greš na, to smo tudi zadnjič že malo govorili o tem, greš na pregled, da ti pravijo, ja, moramo, čim prej ga najdemo, čim prej ga lahko začnemo zdraviti. In v bistvu diagnoza se naredi, greš na pregled, pa kolonoskopija, pa potem naredijo biopsijo, pa kriti dajo pregledati, pa vse razne encime na jetrih, kako je, v redu, dober, ni, in ti nekako najdejo, rak je. Potem, vic je pa v tem, da ko začneš resno gledati in ugotoviš, da tudi sami ti povejo, da je vzročna povezava recimo med rakom in rdečim mesom. To je za rak na debelem črevesju. Oni o tem nikoli nič ne povejo pacientom, o tem nikoli nič ne omenijo, čeprav v člankih pa je in bi morali povedati, po moje. Po moje bi morali povedati. Kaj pa rečejo, da so vzroki genetski, ker v bistvu, ko vidijo, da je recimo dedek zbolel, da je dedek imel raka na debelem črevesju. Potem sta ga imele 2 hčerki in potem ga je imel en sin in ena hčerka in rečejo, to se pa prenaša iz generacije v generacijo, to je pa genetski zapis, to je pa en gen, ki na to vpliva, pač gen, ki se je pokvaril. Medtem pa ne razmišljajo, da v bistvu se prenašajo in recepti, in miselni vzorci, in travme, in vse to se prenaša z generacije na generacijo. Ampak o tem pa raj ne bi, ker bi bila velika verjetnost, da v bistvu sami odpravimo te razne stvari, ki jim pravijo rak, in to pa spet ni glih najboljše za farmacijo, ne? Itak to jim ni glih najboljše. Kaj mi delamo v laboratoriju, v bistvu? Kaj delamo? Mi iščemo razne, tukaj so narisane razni proteini, za katere se pravi, da komunicirajo med sabo. Ale protein da informacijo temu proteinu, pa ta temu in tako naprej, in sproži nekaj. In v bistvu, kaj potem mi iščemo? Mi iščemo, kje bi nastavili en inhibitor, eno molekulo, eno zdravilo, ne? Ki bi prekinilo vsa to komunikacijo, da ne bi prišlo do skorjenja raka ali kakorkoli. Ampak v bistvu, ko greš resno brati vse te članke, so vsi članki napisani bolj tako. Verjetno je, da tale protein vpliva na tegale. Verjetno je, visoka verjetnost je. In tega znanstveniki, to oni zavestno pišejo, ampak se ne zavedajo, kaj pišejo, če je tole jasen. Se ne zavedajo v bistvu, kaj pišejo, in potem naslednji raziskovalec, ki nekaj dela, vzame
vse kot res je in gre naprej in štrika naprej, v bistvu pa vse sloni čist na trhlih temeljih in v bistvu spet vse je iluzija, ampak vzune je pa, znanstveniki so pa to najdel, pa to in potem seveda vse gre pa samo za to, da se pride do enega zdravila, ki bo pač vplival na nekaj in nas bo kao pozdravil. Ampak v bistvu medtem pa ta zdravila, se itak vsi vemo, kaj imajo stranske učinke. Kar pa v bistvu oni pravijo, da so to stranski učinki, so pa res samo učinki, ker kako zgleda v celici, to, kar sem prejle pokazala, to je bilo samo, kadar mi govorimo o enem določenem pathwayu, o eni določeni majhnem končku tega, kaj se dogaja v celicah. V bistvu so pa to na tisoče in tisoče, vsak tale napisek, to so vse razne beljakovine in če jaz najdem, recimo jaz naredim en inhibitor tukajle, kdo pa mi pove, kdo pa mi lahko da, pa mi lahko obljub v bistvu, da ta inhibitor ne bo deloval še nekaj tukaj in mi vsega sesul. Noben. Čist noben. Ampak na to se mi v bistvu ne oziramo, ni važen. Važen, da tisto, kar mi testiramo, ker v bistvu mi testiramo samo zelo na ozko in če na tisto vpliva, okej, v redu, gremo naprej. Pol se sicer sproba na ljudeh, ima pač te stranske učinke, ni važen, v redu. Če kdo glih ne umre, je čisto vse okej in gremo naprej. In v bistvu vse tole je spet ustvarjanje iluzije, da lahko uporabljamo raznorazna zdravila, ko v bistvu res jih ne bi bilo treba uporabljati. Tako je, kaj inhibitor kemija povzroči v celicah? Vemo, kaj povzroči in stranske učinke in vse to, ampak ljudi to ne gane preveč, ker verjamejo, ko jim zdravnik reče, ja, to moraš jemati, ker to je edino, kar ti bo pomagalo. Potem še nekaj drugega so nas zelo lepo nategnili. Kaj je hrana? Ko so naši predniki gor rastli, to gremo nazaj, moramo iti nazaj kar nekaj časa, ne starši, ampak malo nazaj, sigurno je bila, se itak vemo, večinoma meso je bilo za Božič, Veliko noč, pa tako naprej. Jajca tudi niso bila vsak dan, v glavnem je bilo dokaj sadje, zelenjava, pa pridelovali so sami ali pa kakorkoli. Zdaj pa v bistvu, kaj so naredili? Povedali so nam, oni so razstavili, kaj je v hrani, pravijo, da v hrani so karbohidrati, proteini in maščobe, da rabimo približno kot normalni ljudje, da rabimo približno 1800, tukaj sem se zmotila, 1800 kalorij ali pa, meni se zdi, ja, v glavnem rabimo toliko pa toliko kalorij na dan in potem, kaj nam pokažejo? Ker so pač pomembne samo kalorije, kaj je potem v bistvu hrana? Hrana je tole. In v bistvu tega v Sloveniji, hvala Bogu, imate še majčkeno manj. Ampak ko sem jaz že prišla sem 17 let nazaj, ko sem videla, kaj oni smatrajo za hrano, mene je vrgel. Jaz tega nisem mogla verjeti v bistvu. Čeprav so mi pa rekli, to je bilo leta 2005, da leta 2005 je bilo v supermarketih že dosti boljš kot prej. Prej je bilo zelo težko najti svežo sadje, zelenjavo v supermarketih. Si mogel iti prav na farmers market, kakor se reče, na tržnice in tako naprej, ki jih pa tudi ni bilo veliko. Tako da v bistvu spet, kaj je tukaj v tej hrani? Kemija. Ko začnemo večkrat gledati, kdo to kemijo potrdi, da je kao v redu za človeka. FDA. Kdo je? To je naša Food and Drug Administration. Ko malo začnemo gledati, kdo pa je Food and Drug Administration, to ni kar ena taka independent institucija, taka, ki bi res se išlo za zdravje človeka.
da bi oni res skrbeli za naše zdravje. Ne. To je institucija, ki jo imajo v roki določeni ljudje, ki nas glih ne obožujejo, recimo temu tako. In v bistvu to je spet, dajo nam iluzijo, da tole je hrana, medtem nas pa zastrupljajo. Tako da zdravila so strup, hrana je strup, itak. O fluoru nisem nič napisala, ampak vse tisto, kar nam pravijo za zdrave zobe, fluor, to je itak strup. Ne bomo niti kaj šli, ampak to je itak strup. Potem, kaj nam še delajo? V bistvu, Američani so nasedli na to idejo, ko jim rečejo Federal Reserve, to je ta centralna banka Združenih držav, ustanovljena leta 1913. Oni v bistvu, ko ti vidiš federal, ti veš, da pač ta je federal government in ti v bistvu misliš, to je pač federal, to je državna. Ne, to je vse privat. To je vse privat in večina tega do 2 let nazaj v bistvu nismo vedeli. Ali pa se nismo sploh zavedali, kaj to pomeni. Da v bistvu to je privat banka, ki jo imajo v rokah isti ljudje, ki so nam nastavili in hrano, in zdravstvo, in šolstvo, in vse to. Tako da v Ameriki in potem seveda vsi ostali, ker so pa pol navezani na našo valuto, na ameriški dolar, imamo ta fiat denar, ki v bistvu nima nobene podlage. Oni v bistvu lahko naštempilkajo denarja, kakor hočejo. V bistvu pa, kot je rekla ena moja prijateljica, je rekla, saj oni bi lahko naštancali, kakor hočejo denarja, ampak vic je v tem, da nas držijo da smo čim bolj nesrečni. Tako da nas prepričajo, da mi moramo v službo hoditi, da potem plačujemo takse, iz katerih potem oni pravijo, ker rabijo naše takse, da potem lahko naredijo ceste in mostove in to. Potem jih pa uporabijo malo še za vojno, pač to gre poleg. Ampak v bistvu oni bi lahko, če oni hočejo vojno skuhati, oni si lahko naštancajo vse in naredijo vse sami, tako da ni problema. Spet je vse samo, da se držimo mi te iluzije, denar, pa da se v bistvu grebemo za nekaj, kar je čist sploh nima vrednosti. Ima vrednost samo zato, ker v bistvu moramo plačati ali da si kupimo hišo, ali moramo plačati hrano in samo zato ima vrednost, ker nekdo ji daje vrednost, ampak nima pa nobene podlage ta denar. Tako da v bistvu se grebemo za nekaj, kar sploh ni da ni. Tole ne bomo šli zdajle glih, ampak lejte, če se pogleda čistko, malo daleč treba na vse gledati. In zdaj vemo, da v bistvu kaj se dogaja. Simbolika je povsod. Če vi pogledate tole logotip tele nase, kaj je? Prvič pomen besede v tem jeziku. Pomen besede je nekaj. Potem, če že to pogledaš, ali rdeča zadeva zgleda kot kačji jezik, prvo vemo, kaj kača je, drugo pa tudi lahko zgleda kot in potem mečkam se gremo mala na grama in to je to. V bistvu, kaj nam hočejo povedati? Hočejo nam povedati, da mi živimo na eni mali pikici, na tisti mali pikici smo eni čist nebogljeni človečki. Ker oni nas hočejo narediti za čist nebogljene človečke, ker ne moramo itak nič, ker saj vemo, saj vidimo soseda, saj vidimo, saj vem, da je vse en natek, ampak saj ne moram nič. Dokler bomo tako razmišljali, seveda ne bomo mogli nič. Ampak več dolg, ker kot pravim, ta iluzija se itak podira, čeprav jo eni zobotrebci še zmeri gor držijo, ampak zobotrebci se več kot toliko ne da. No, imunski sistem, tudi spet, kažemo mi znanstveniki, kažemo tam ene celice, pa to pa proti telesa. To je vse malo pod vprašanjem, ker v bistvu, ko sem jaz začela malo gledati
Tukaj piše, da ta neuroendokrina mreža, ki nadzoruje imunski sistem pri zdravju in bolezni, v bistvu tukaj ti že to pove, da možgani lahko vplivajo na zdravje in bolezen. Brez kakršnih koli teh raznoraznih celic, ki jih rišemo, znanstveniki, ti celice, pa bi celice, pa te pa une. V bistvu, v čem je vic? Vic je v tem, mi smo ali zdravi, ali pa zastrupljeni. In takrat, ko smo zastrupljeni in z mislimi, in z kemijo, in s tem in unem, zbolimo. In to je to. In to je najtežje v bistvu razumeti, tudi tistem, ki zdajle vejo, da je korona natek. Težko razumeti, da virusa ni, to je prvi, česar se eni še kar držijo. Drugo pa, da v bistvu sploh v imunskem sistemu je brez veze govoriti, ker jim damo samo to moč, ki potem pravijo, ja, treba zboljšati in ti dajo v bistvu to super hrano, pa to, pa te vitamine, pa une vitamine. Če nas ne bi zastrupvali, če ne bi vseh teh strupov dajali, nam ne bi bilo treba nič super hrane, mi bi samo hrano jedli, pa malo na soncu bili in to bi bilo to. In to bi bilo čisto dosti. Tako nas pa spet lahko s tem imunskim sistemom, s podpiranjem imunskega sistema spet lahko samo držijo v šahu v bistvu. Tukaj sem napisala kolektivna imunost ali pa kolektivno zdravje. Kaj so nam naredili? Saj vemo, jaz sem tele slike so v bistvu iz Amerike, ampak saj vi ste imeli isto. Koliko je ljudi, ki ima COVID, koliko je pozitivnih, koliko je to strah. In to je to, kar vpliva na ali kolektivno imunost, ali kolektivno zdravje, ali kolektivno zavest, kakorkoli lahko temu rečemo. In spet, vejo, da nas, takrat, ko nas držijo v strahu, vejo, da lahko z nam delajo čist, kar hočejo, ker v bistvu takrat mi sploh ne moramo razmišljati, ker imamo toliko dela sami s sabo, ker nas je strah, da nimamo časa misliti, kako in kaj. Tako da, to sejanje strahu preko medijev, hvala lepa medijem, ker so taka res lepa desna roka teh, kdorkoli je zgor, ki nam pripoveduje te zgodbice. Zelo lepo so nas prepričali, da virusi obstajajo in da se moramo bati en drugega in sploh. Zdaj bom šla pa na v bistvu tako malo bolj na rešitve. To je samo del teh iluzij, ki nam jih kažejo v bistvu. Vse to je na materialnem nivoju, to se vse dogaja, te zastrupijo in to in nun, to ti vse zastrupijo telo. V bistvu pa, kdo je dr. Bruce Lipton? Bruce Lipton je nekdo, ki je v bistvu, on je tudi PhD, on je v bistvu tudi delal s celičnimi kulturami in recimo v laboratoriju, tako kot jaz. Ampak potem v določeni minuti je pa v bistvu gotovo in tukaj je njegov intervju, tole je link, da lahko si ga greste pogledati. Skok iz celične kulture v zavest, ker v bistvu s to zavestjo mi lahko delamo razne zadeve, za katere se sploh v bistvu, mislim, o katerih jaz do 2 let nazaj sploh nisem razmišljala, ker znanstveniki o tem ne govorijo. To sploh, kot da ne bi obstajalo, v bistvu pa obstaja. In to nam povejo tudi ljudje, ki imajo doktorat. Ni on tam en, ki je prišel iz ceste. In v bistvu tole je, on je učil medtem, ko je bil študent, ko je delal, ne vem, ali doktorat ali še prej, je v bistvu učil na medicinski fakulteti in takrat je bil popularen, on je zdajle po moje star okoli 70 let, samo toliko, da vemo, o katerih letih se govori, to je kar nekaj let nazaj, je bil popularen ta genetski determinizem. Je bilo takrat prevladujoče prepričanje, da so geni sposobni samo vklopiti in izklopiti ter uravnavati ne le našo fizično strukturo, temveč tudi naša čustva in naše vedenje. Zdi se, da so geni nadzorni dejavniki vseh značilnosti našega življenja. V bistvu geni, kar imaš napisano v genih,
tak pa boš, ne samo kot prave oči, pa visok, pa to, ampak tudi takšna bo tvoja čustva, takšno bo tvoje vedenje in to je to. V bistvu, kot je bilo tam narisan, ti si uječi svojih genov, ne? Si ujetnik svojih genov. Če povzamem, je rekel, je tisto, kar sem dejansko učil bodoče zdravnike, kar bi oni potem posredovali svojim pacientom, da geni nadzorujejo njihova življenja. In to je to. Zdaj, če gledamo iz tega vidika, v bistvu, tole je, sem najdla 15 neverjetnih dejstev o tem, kako geni vplivajo na vašo prehrano. Zdajle zadnjih 10-15 let se govori o naturogenomiki in nutrigenetiki. To je v bistvu genomika in genetika, ki v bistvu, da geni vplivajo na to, kaj jaz lahko prebavam in kaj ne, kaj jaz smem jesti in kaj ne. Te dve veje znanosti, recimo, opisujeta znanost o interakciji genov z našo prehrano. Zavedamo se, da imata lahko dve osebi, ki jesta isto hrano, lahko bistveno različne rezultate. Naprimer, vsi posamezniki, ki uživajo veliko ogljikovih hidratov, ne postanejo debeli. Vsi debeli ljudje ne uživajo veliko ogljikovih hidratov. Najdemo lahko veliko takšnih anomalij, za katere se zdi, da so v nasprotju s konvencionalno modrostjo, kar kaže, da je v te rezultate vključeno nekaj bolj intrinzičnega kot le to, kar jemo in kaj počnemo. Seveda, to so geni in to je genetika. A ne bi mi obratno gledali na stvari, pa še to vemo, kaj še vpliva na naše počutje. Vsi te stari vzorci, vse travme, vse to. In v bistvu oni gledajo tako, oni iščejo, kako bi najdeli nekaj, na kar oni lahko potem spet vplivajo z enim zdravilom, z enim inhibitorjem, pač na to genetiko, namesto da bi rekli, zdajle vemo, da epigenetika obstaja. In epigenetika je pa to, da v bistvu naša prehrana vpliva na naše gene. Ampak dokler se govori o teh, da geni vplivajo na nas, te naredijo za nemočne. Ne? In kaj bi storili, če bi bili nemočni? Odgovor je, poiskati morate rešitelja ali pa rešitelje. Zato se odrečeš moči nad svojim življenjem, ker verjameš, da nimaš moči, in jo predaš nekomu, ki je priznan kot reševalec. Za nas bo poskrbel zdravnik, farmacevtska agencija ali korkoli že je. To je tisto, kar učimo. To je pri medicini. V bistvu se pa podobno dogaja tudi pri religiji. Ker tudi pri religiji ti v bistvu, povejmo, ti vzamejo moč in čakaš spet na enega rešitelja. V bistvu pa smo vsi soustvarjalci in naše realnosti in vsega. Tako da vse to čakanje na rešitelja je samo past, v kateri smo se znajdali in s katere se je zelo težko potem ven potegati. No, to je dr. Bruce Lipton, je tale intervju, spet tukaj je link, ki ga spet lahko prepišete, ko pogledate, je dokaj nov intervju. Tako da iluzija, vse to deljenje na rase, saj izgledamo drugače. Eni pa drugi, saj eni smo bolj bele polti, eni črni, rdeči, rumeni, kakorkoli, pa to ni važno. To ni važno, ker v bistvu vsi smo ljudje, vsi smo živ človek in to je to. Potem religija, da so nas delili na vse te kristjani, muslimani, hinduisti, to je spet vse iluzija, samo to, da se spet kregamo eni z drugim in to je to. Potem šport je itak, ki te potegne not, pa vsak navija za svoje, pa so pa Mariborčani skregani z Ljubljančani, pa je to Olimpija, pa so Univiola ali kakorkoli, v glavnem, sam, da se zdraha dela. Potem pa še to, tudi ta izobrazba, prvič ti dajo iluzijo, da ti zdajle nekaj veš, ti nabijajo tisti ego, da itak potem se držiš, da si požrl. Ne vem kaj, čisto vse znanje tega sveta, potem ti dajo pa še to več denarja, v bistvu ti več plačajo in potem je spet
te delijo od ostalih, ki imajo pa manj. To je pa v bistvu spet potem delitev na te različne klase in tako naprej. Potem pa še državna pripadnost. V bistvu državna pripadnost je čist okej, ker zdaj nas hočejo prepričati, da državna pripadnost je pa spet narobe, tako da bi zdaj mislili te njihove globalistične zadeve, kar v bistvu se zdaj že zavedamo, da tudi Evropa je bila. Pa Združeni narodi so tudi začetek teh globalističnih idej, ki so jih imeli. Tako da zmeraj iščejo nekaj, deli in vladaj, to je to. V bistvu smo pa vsi eno. Tega se moramo zavedati. Zdaj pa zakaj se ne zavedamo, da živimo v iluziji? Pa se zavedamo, pa nočemo priznati, v bistvu kaj je to. Bolj, ko jaz iščem vprašanje, vsak naj si sam odgovori, vsak naj sam začne razmišljati, kako vi to vidite, ker vsak vidi stvari majčkeno drugače. Ampak jaz sem v bistvu ugotovila, zakaj jaz nisem mogla iluzije videti, ko nismo povezani sami s sabo, ker če nisi povezan sam s sabo, ti nisi povezan s stvarnikom. Kdorkoli za vas ta stvarnik je, to je to. In če nisi ti povezan s sabo in svojo dušo, ti ne moreš na stvari gledati v bistvu na pravilni način, da v bistvu ti vidiš, da je še nekaj drugega od tega, kar nam daje vse te materialne zadeve. In v bistvu zdaj se tudi že uradno govori, tudi v znanosti, saj duša pa obstaja, prej seveda, ne, pa sploh ni nič, ampak zdaj se že uradno govori, seveda, saj duša pa obstaja. In zavest naše duše izhaja iz božanske zavesti, ki omogoča vse in je vse. Pa še kaj, jaz zdajle nisem ne ekspert za duše, ne nič, jaz se tudi šele učim, ampak ne učim se, jaz se spominjam tistega, kar sem jaz vedela. Ampak mi je potem bilo nekako odvzeto, zaprta pipca, ne vem, kako to deluje, ampak to je to. Tako da v bistvu mi smo sposobni tega, pa še česa. Ampak tega seveda, mi ne smemo tega vedeti, ker bolj, da se tega ne ve. Še to, naše srce proizvaja magnetno polje, ki gre ven iz našega telesa najmanj 1,5 metra. Ja, kaj pa mi delamo zdajle že 2 leti? Distanco držimo, a ne? 1,5 metra. To je vse tako prefinjeno, naštiman, ker mi se v bistvu med sabo informiramo, tudi če samo sedimo en zraven drugega, pa če si tudi nič ne povemo. Pa če si na podobni frekvenci, se bosta že informirala. Kdorkoli je, pa je to lahko prijatelj ali pa je lahko tudi en tam, ki sedi zraven tebe na vlaku. Tako da, to je to. Si podajamo informacije, mi sploh tega se ne zavedamo. In v bistvu mi smo frekvence. In zdaj tako, tole bom samo takole pokazala, v bistvu mi vibriramo na raznih nivojih zavesti. To je delo doktorja Hawkinga in kaj je? Najnižja vibracija je itak sramota pa krivda. Saj vemo, mi smo vzgojeni v tej krivdi, Slovenci smo top of the top. To pa povem, to je pa res, to mi pa, prvič, mož mi zmeri pove, on je Italijan in vidi, da Slovence so nas oranku to krivdo zabili. Potem vidimo, tukaj je strah, ponos je majčken gora, pa v bistvu preskok med to, kar je sila in uničevalno in to, kar je moč in potem kreativno, preskok se začne tukajle, ko v bistvu ti zbereš ta pogum in rečeš ne. Zato je pa to, ko ti zbereš pogum in rečeš, veš kaj, jaz pa ne bom šel z masko, pa naj se zgodi, pa naj svet dol pade, jaz ne bom šel z masko v trgovino. In ne greš, in kaj se večkrat lahko zgodi, da ti noben tudi nič ne bo rekel. Noben ti ne bo rekel, pa tudi brez PCT-ja, moj oče zdajle sprobava, gre brez PCT-ja, ne morem not, ker nimam PCT-ja, pa vstopite noter, no, pa pejte noter. Tako da,
samo pogum treba zbrati in potem v bistvu greš naprej, greš na višje nivoje in v bistvu s tem potem mi tudi vplivamo na zavest drugih in sploh na to kolektivno zavest. In zdaj, spet, kaj so nam, ta strah nam držijo, v strahu nas držijo, to je napisala ena moja, dokaj kratek blog, njeno razmišljanje o kaj je v bistvu izvirni greh. Ona je prišla do ene svoje ideje, ki pravi, izvirni greh je itak to, da so nas prestrašili. In to že takrat smo se v bistvu, ona je to tako razložila, se mi zdi. Takrat smo Adam in Eva in drevo spoznanja in drevo knowledge, neznanja, so se v bistvu ustrašili, kaj so najdeli. In takrat je ta strah se začel. In je pa vic v tem, ko iščeš, kaj je nasproti strahu, je pa ljubezen. In tega se zavedajo, ko ti enkrat prestopiš in ko ti enkrat začneš res samo svetiti in si luč in samo v bistvu imaš rad vse, kar je in če ima kakšno drugo formo, v bistvu vsa ta njihova iluzija pade in sploh ni problem. In jaz ne vem, kater normalen človek, ko sem jaz tale video videla ta prvič, ker jaz sem itak biologijo študirala zaradi živali, jaz čutim tega otroka, ker jaz sem bila tudi ena taka punčka, ker sem takole delala z mucami in potem tudi zajčki. Potem nas pa prepričajo, morate jih jesti, morate to, morate pa naketno, psa in tako naprej. V glavnem nas naredijo iz zelo ljubečih in sočutnih ljudi, nas naredijo v take, ki potem eni pravijo, lej se človeštvo, vse so pa vsi zelo slabi, pa vsi bi samo neki vojno se šli. Spet iluzija, prepričali so nas, da bi se šli mi vojno. Če nam ne bi noben težil, po moje, da bi mi vsi pod drevesom sedeli, jaz vem, jaz bi sedela tam z eno kravo, ni problema, eni drugi bi z mačko, eni bi pa z raco. Tako da, jaz bom zaključila takole, hvala vam, bomo zdaj odgovorili na kakšna vprašanja, če so. Upam, da ni bilo preveč, jaz samo to, potrudite se, da sami vidite to iluzijo in ko enkrat spregledate, ker potem nismo omenili, politika je iluzija, ker itak to je vse v njihovih rokah. Nismo šli nismo govorili o še čem drugem, ampak ko enkrat spregledate in res samo prestopite, ste pogumni, čim bolj, pa si pomagate en drugmu. En drugmu si zdajle moramo pomagati, ampak vse pada. Jaz sem videla, da jaz lahko že pridem v Slovenijo in brez PCR testa in brez cepljenja, od danes naprej. Sicer ne vem, kako bi prišla ker bi letela čez Francijo, tam je še zmeraj kontrolirajo, ali pa čez Švico, ali pa še nekje. Ampak počasi bo vse padalo, tako da treba samo vztrajati, en drugemu pomagati in se imeti radi in ne gledati en na drugega, je pa to, je pa Vsi smo krvav pod kožo, vsi ga včasih malo poserjamo, ampak ni problem, bo še vse v redu. Jaz oddaleč gledam in energetsko in geografsko na Slovenijo, tudi v Sloveniji bo vse v redu, čeprav zdajle malo grozen zgleda, seveda. Takole je to. Tako da hvala za pozornost in upam, da ni bilo preveč, bomo zaključili in gremo odgovarjati na kakšno vprašanje. Moram dati očala gor, da bom videla, a je kje kaj? Ja. Problem so pošte, ja, vidim. Vse je odvisno od človeka, ki dela na tisti pošti. Ali pa to vidim v bistvu, od vsakega posameznika je odvisen, kako bo
kaj bo naredil zaposleni, ker v bistvu to je tako, tudi v restavraciji, recimo tudi včeraj sem nekoga poslušala, je rekel, če pride inšpektor, rečite inšpektorju, da ste me 5-krat vprašali, če imam PCT, sem vam rekel, da ga imam, nisem vam ga pokazal in naj pride do mene. In to je to. Tako bi vsi mogli se zmeniti in tako bi vse padalo, ampak ljudje se še ker tisti, ki so jim pa dali to moč v roke, ker jaz vidim v službi, tistem, ki so dali to moč v roke, kontroliraj, če imajo vsi masko, kontroliraj, če imajo to, kontroliraj, če imajo Nekateri v tem prav uživajo, da kontrolirajo druge, ker oni so bili zafrustrirani celo življenje, ker niso imeli drugega. Mogoče so na moža jezni doma, potem se pa življajo nad sodelavci. In to je to. Tako da, če kdo ima kakšno vprašanje, tako da bi ga rad na glas povedal, kar prosim lepo vskočite. Ja, jaz bi prosil, če lahko. Ja, lahko. Eno vprašanje glede, zdaj prej si kar nekaj časa se zaustavlja tudi pri raku, ne? Pa me zanima, čisto tako na kratko, če poznaš mogoče, ne vem, kakšno alternativo ali pa kaj takšnega, kar bi lahko pomagalo pri karcinomu pljuč. Karcinom pljuč. Oziroma v bistvu je bil karcinom grla, hipofarinksa, potem razsojna pljuča, tako da je isti, no, v bistvu, ja. Ja, pol je to, ta kao metastaza na pljuča, ne? Tako, ja. To bi bilo, čak te bom jaz dala, a imate vi slučajno moj e-mail? Ne. Ja. Čakajte malo. Ker jaz bi vas dala v kontakt z nekom, ker jaz nisem ekspert vem, da se vse da, brez teh njihovih zadev, ker so zelo tako čudne. Ne vem, morda lahko, če bi pisala si na Facebooku, ker tam sva pa prijatelja. Pa mi pa pišite tam. Ker zanj sem dala že na Facebooku, itak vsi vejo, kje me najdejo. Ja, pišite mi tam, bom jaz pol videla, s kom vas lahko dam v kontakt. Super, hvala. Ja, žal je to, ko je enkrat že toliko deleč, mislim, se da tudi z alternativo, ampak mi bi mogli delati na tem, da do tega sploh ne pride, ampak nam otežujejo to zadevo, ker nas zastrupljajo in to in potem nam pa še, ko ti enkrat naredijo to, ko ti enkrat naredijo biopsijo, v bistvu ti pa še raztreščijo, ker rak kaj je? Rak je v bistvu zbiranje v enem balončku vseh smeti, ki bi se potem v bistvu razgradilo, če bi mi pravilno živeli in pravilno in bili pozitivni in to. V bistvu pa ne, potem tega pa prešpiknejo. In potem gre to vse. To sem jaz slišala že leta nazaj, pa nisem hotela verjeti. Jaz tega nisem hotela verjeti. Žal. Zdaj vem, da to je res. Jaz sem tu videl ene zapise, da je v 99% vsake moški, predvsem pri moških, ki ima rak grla, po obsevanju in po kemoterapiji se potem razširi to na pljuča. Obvezno. Tisti, ki pa niso bili obsevani, se pa ni razširilo nikamor. To je to. To je to, ja. In zdravniki velikih sploh ne ve, kaj delajo. Res, jaz jih imam še zmeri za dobre osebe, večinoma. Dobri ljudje, ki so zavedeni in se pustijo zavajati, ker imajo pa pač, saj vemo, kaj imajo. Dobro plačo, pa respekt od raznih ljudi, pa nam po ta respekt so si ga zdajle itak čist pokvarili do konca, tako da ni problem. Glejte, stvari so totalno enostavne. Za vse bolezni na tem svetu, kaj so, je samo en vzrok. To je zastrupljenost organizma, ki pa ima dva vzroka. Kaj gre v usta, pa kaj v glavi. In ni neozdravljive bolezni. Lahko je to rak, lahko je ne vem kaj.
Ampak, saj mi dva z Luketom se poznamo, jaz smo že to pravo, on treba narediti temeljito čiščenje, najprej debelega črevesa, jeter, ledvic in spremeniti življenjski stil. Ni druge rešitve s tabletami, z obsevanjem, o tem se niti ne pogovarjajte. In ne govorite o alternativi, ker če je kdo alternativa, potem je šolska medicina alternativa naravnemu zdravljenju. Ker je to bilo prej, naj se naučijo slovenščine, pa kaj pomeni alternativa. In enkrat postavimo stvari, začnimo se pogovarjati točno tako, kot stojijo stvari. Isto gre z temi virusi. Virusi ne obstajajo, ne ogrožajo, bakterije ne ogrožajo ljudi. Ampak evo, imate v Bruce Liptona, ste prej govorili, kako okolje narediš v organizmu, take bakterije se razmnožujejo, ker one tudi lahko prehajajo iz ene v drugo in potem povzročajo. Ampak treba in moramo se realno in pošteno pogovarjati. Zdravniki pa pojma nimajo. Zdravniki ne zdravijo, oni delajo za farmacijo. Se popolnoma strinjam in hvala, ker je zelo jasno, da to, kar zdaj pravimo alternativa, bomo kar tako rekli, to, kar zdaj pravimo alternativa, ali pa kar tudi te zdravljenje z zelišči, v bistvu, ko ti pravilno ješ, tudi zelišč ne boš rabil, da se pozdraviš, ker do bolezni sploh ne pride. V bistvu, ko si ti enkrat toliko naprej, pa v taki pozitivi do nobenih teh simptomov sploh ne pride v bistvu. Ampak, ja, a boste vi na glas povedali tudi tistim zdravnikom, ki sedaj kao vejo, da je ta korona natek, a jih boste vi prepričali, da virus ne obstaja? Jaz jim to dopovedujem že leto in pol, no, na zelo na glas 1 leto, pa me nočejo slišati. In to so te naši zdravniki, ki so kao na pravi strani. Ne, zdravniki so naučeni, oni so programirani. Jaz se pogovarjam s kolegi zdravniki. Evo, zdaj bomo prišli zopet, bom Bruce Liptona vzel. On je tam povedal primer o operaciji, govoril je o nocebo in placebo. Zdravniki, vprašajte zdravnike, če vejo, kaj je to nocebo, nimajo pojma. In torej naredijo, resno, pogovarjal sem se z njimi in so mi rekli, da ne vejo, kaj je nocebo. Razumeš, vprašal sem zdravnika, če vejo, kako za prisego so dali. So rekli, ja, Hipokratovo, par kolegov. Sem rekel, kaj pa je Hipokrat rekel? Hrana ti naj bo zdravilo, pa zdravilo ti naj bo hrana. Ne vejo niti tega. O prehrani nimajo več kot 2 ure, to so mi rekli zdravniki. Več kot 2 ure v celem študiju, so pa strašni specialisti, ko razvlečejo. In bom še nekaj povedal. Jaz sem leta nazaj govoril, da zdravnik si lahko v 2 letih. In sem to kolegom zdravnikom govoril. Pa mi je še en kolega, zelo dober kolega, pa dober zdravnik, mi je rekel, Viktor, ne zajebavaj, pa tak dalje. Da ni pred parimi meseci, mi je rekel, za 6 mesecev si lahko zdravnik. Jaz ne govorim zdaj o ortopedih, pa tak dalje. Morate tudi vedeti, da ortopedi, pa to vse skupaj, to so tako mesari. Isto vejo o človeškem telesu, ko mesar o svinskem. Poglejte si, kak delajo. To so dobri obrtniki. Oni so samo eno veliko famo naredili okrog tega. In enkrat treba to famo razbiti. Treba ljudem odkrito, pošteno povedati. Jo razbijamo, ni problem, jo razbijamo. Jaz sem julija 2020 sem govorila z enim advokatom, ker to se je šlo takrat, ko sem jaz mogla rešiti cepljenje proti gripi tukaj. In govorim z njim, sem rekla, ja, jaz bi rada nekako izpostavila to medicino, pač to zahodno medicino. In v bistvu, takrat jaz sploh nisem vedela, da se bo itak sama pokazala. In to je to. Jaz samo pomagam, malo dregnem tukaj pa tam, da se bo tole mečkam prej sesul. Ker se bo sesul zelo hiter in zelo malo. Zelo malo, ker vice v tem, jaz sem preko svojih vseh teh, Italija pa potem zdaj Amerika, jaz vidim stvari zelo drugače, kot če bi jaz celo življenje bila v Sloveniji. Ker v bistvu tudi v Ameriki sem se naučila toliko
sem šla po napačni poti, sem sledila čist napačnim ideologijam in končno je vse jasen in v bistvu imam informacije, ki mi dajo zelo veliko optimizma, ker tukaj zdajle je prišlo ven Pfizer, so itak, je zdajle zgleda, na sodišču bo za 2 milijarde, ta sodna razprava ali kakorkoli. Tudi če to vse ne gre nikamor zaenkrat, ampak da je to zunaj, da so razne informacije zunaj. Zmeri več prihaja ven tudi na teh medijih, na normalnih medijih, ne tistih podtalnih. Tukaj imamo National Public Radio, se imenuje NPR. To je zelo taka alternativa, katero poslušajo tisti, ki so proti sistemu. Potem pa v bistvu ugotoviš, da ta NPR je podpiral cepljenje in vse tako. No in ta NPR mi je povedala danes ena gospa na tržnici, je rekla, glej, danes sem slišala, da veliko več ljudi kot za tem covidom ali virusom, kakorkoli je rekla, veliko več ljudi je umrlo zato, ker niso imeli stikom z ljubljeno osebo. To se nanaša seveda najbolj na starejše v domovih za ostarele. In to je to. In to je bilo danes na radiju. Zelo takem, ki ga posluša veliko ljudi, teh, ki so zavedeni. Tako da sej prihaja ven in samo, kot sem rekla, tudi že zanč verjeten, samo vztraja treba, ker res je, dan je zmeri bližji. Zdajle je sicer zelo temno, v Sloveniji se pa še kregate, kdo bo v politiki šel gor. Jaz ne vem, a se Slovenci ne zavedamo, da je politika isti sistem kot bančništvo, zahodna medicina, da je to vse pod istim, da je to vse ista iluzija? A se mi tega ne zavedamo? Verjetno, da eni se ne. Potem se moram pa jaz jeziti tukaj v 5 zjutraj, pa tipkati na Facebooku, kaj je ena trola, ko mi zavajajo taki, katerim sem jaz nasedla. Jaz sem mislila, da nekateri želijo dobro Slovencem. Potem pa v bistvu ugotavljam, da tem, kar res želimo dobro Slovencem, ker se nam ne gre ne za noben stolček, ne za nič se nam ne gre, sam da pridemo iz tega ven. In s tem, da pomagamo tistem, ki so zdajle majčken, še malo prestrašeni, pa še posebej to, zdajle je veliko ljudi, ki so res čist zmešani, ker se jim je svet, v eni minuti so recimo spregledali, ok, jaz se pa tretjič ne grem cepati, ampak ne vejo pa, kaj se je zgodilo sploh, zdajle so tako, da bi bili tam sred ujme, tam pa niti ne na Jadranskem morju, tam na Sredozemskem ali pa na Atlantiku, ker se vse razburkan in so se zbudili tam in zdaj, o Madonca, a mi lahko kdo pomaga? In potem nimajo nobenega, ki jim pomaga, ker se kregajo, kdo bo zdaj kje, pa tako naprej. Nehajmo se kregati. Pomaga jim lahko znanje. Edino to lahko pomaga. Jaz sem zdaj dal link gor vse o virusi. Poglej, tudi sem se pogovarjal, zdravniki ne poznajo Bešampa, poznajo pa pivovara Pastera. Za tega pa vejo. Razumeš, za doktora Bešampa pa nimajo pojma. In je dobro obrazložil, kaj so virusi, kaj. Oni so to leta pripravljali. In da ni to cepljenje, že laž od laži, kaj je Slađana Veljkov lepo pokazala z grafi, da so bolezni začele izbruhati, prej so padale, ko so začeli cepiti, pa naj bo to proti ne vem čemu, proti vsem boleznim so začele naraščati in tako dalje, in so šli pa tožili. In enkrat moramo prekiniti s tem, da zdravnikom ližemo riti. Treba jih postaviti tam, ki so, da bojo začeli delati za ljudi. In ne prvo ljudem, kaj, ko kupuje stanovanje, kupuje hišo, prvo vpraša, če je doktor blizu, namesto da je vprašal, če lahko organsko prideluje hrano. To je zdravje, ne pa tableta, pa doktor. In moramo se začeti pogovarjati, jaz jih ne šmirglam, jaz se z njimi menim, lahko prije ne vem, kjer je primarij. Ne vem, kjera budala od teh, oprostite, mislim, jaz se malo pač tak izražam. Mislim, jih postavim na trda ta in so, te pa ne vejo več, kaj bi.
In moramo nehati s to alternativo govoriti in tak dalje. Če pa že govorimo alternativa, vi ste alternativa, ne serite. Poglejte si zgodovino, kak ste splošno prišli, kak ste si vzeli vse, da samo vi lahko bolniško deblete, da vse mora iti preko vas in tak dalje. In kje je to normalno? Moramo pa vedeti, da na svetu je ena matematika, ena fizika, medicin pa je ne vem koliko. Imamo to zahodno medicino, ki prevladuje, imamo ajurvedsko, imamo ovo, imamo ono in tak dalje, ampak nič ne upoštevajo. Upoštevajo samo to, kaj farmacija diktira in tak dalje. In to treba ljudem jasno, glasno povedati, da za svoje zdravje boš ti mogel skrbeti, ne pa eden tam v beli hali s stetoskopom okoli vrata, da bi naredil psihološko na tebe neki vtis. Točno to. Hvala za pomoč, ker poslušati vas je tako, kot sem na enem kanalu na Telegramu in ko pride ena gospa Iris, ki zdaj živi v Ameriki, je pa iz ene, zrasla gor v eni, ne vem kateri socialistični državi, še nisem, in je zelo stroga o vsem in tudi zdravje. Ona je prehrana, so misli in to je to. In to je tako, kot bi no poslušali in seveda veliko ljudi se potem, na začetku, ko so jo poslušali, tako so se mal bunili, zdaj pa je pa kar balzam za ušesa, ker v bistvu ugotoviš, kaj res je in to res je in potem s tem greš naprej in potem to deliš tistem, ki so še mal zbegani, ker pač, ko živiš celo življenje v laži, kako potem kar na hitro prestopati. Sej ni lahko kar na hitro tako prestopati, ampak bomo, sej delamo na tem. Veliko ljudi raba pomoč in zdajle, kakor jaz vidim, te pomoči žal ni. Razne zdravnike je še zmeri strah, pa ne govorim zdravnike kot Beović pa vsi tisti iz une strani. Ne, iz te naše strani jih je še zmeri strah za licenco. Ja, a bomo mi licenco, kam bo pa licenca šla, če gremo mi v tale Great Reset? Licenca bo šla. Licenca bo pa šla tudi zdajle, ko gremo mi v ta svet, ki ga jaz itak vidim, da prihaja. Tam bo tudi licenca šla. Z vsemi temi licencami to samo ljudi držijo za jajca. Kaj pa ti licenca pomeni? Zdaj ti ne more znanja vzeti. Kakva licenca ti da znanja? Okay? To je vse v glavah in trebamo v glavah razpucati. Točno to. Vse je tako enostavno, da bolj ne more biti. Samo ljudje nočemo oko odpreti, nočemo sprejeti odgovornosti, nočemo, ne vem, jaz se trudim na vse možne načine. Ljudje bežijo od mene, češ, da sem grobi pa tak, ampak kako naj drugače poveš, ko pa tako stvari stojijo. To je te licence, certifikati pa to je samo puljenje denara pa držanje nekoga za jajca, po domače povedano, nič drugo. Točno. Jaz še zmeri, bom pa zdajle enkrat hmal naredila, jaz še zmeri računam, da bom v živo zažgala moj doktorat, tist papir, kaj itak je brez veze, papir je še zmeri po koliko? 21, Amadonca, a sem res že 21 let? A sem res že 21 let nazaj končala doktorat? Hudimana. Ja, ok, 21 let nazaj, pa je še zmeri zavit pod pojstlo. Tisti, ki imajo vse te razne papirje povsod, da jih vsi vidijo, od tistih treba iti čim bolj hitro stran. Ker to je to, njim se gre sam za to, kaj je, da se vidi, da on je pa hodil na Oxford, pa na Cambridge, pa itak se jim gre sam za imidž in to je to. Ja, bomo naredili. Par doktorom znanosti, zdaj, ko si tak malo zašto s doktorom znanosti, z doktorati, sem rekel, naj si vzemejo doktorate, pa riti obrišejo s njimi. Posebej so te ekonomiste, ekonomiste sem jih spraševal, če lahko vaša ekonomija prenese to vse v kup. Pa so profesori na fakultetah. Ja, ne gre. Sem rekel, zakaj pa potem to širiš dalje? Kaj ti bo tvoj doktorat? Rici obriši, pa gotovo. Ja. Meni pa en zdravnik, jaz sem drugače zdravnik naravne medicine, sem naredil to Šulcovo šolo ameriško, pa bioenergetik in tak dalje.
in z enim večjim zdravniku pomagal pa tak dalje in je tak se je zamislil in je trenutek iskrenosti je bilo. Je rekel Viktor, ker je taki skeptik, je rekel Viktor, je vel mater, vse to deluje. Jaz lahko svojo diplomo VC izpustim. To so njegove besede, ne moje, pa ne lažem, resno. Toliko o teh papirih, ne, papir je samo in vse posod gledajo papir, ne pa kaj veš. Točno to. Zdajle pa še to gledajo, tukaj v Ameriki bom pa še takole rekla, zdajle pa še to gledajo, kakšne barve si. Ker če jaz vem veliko o zdravi prehrani, ker pač to se učim zdajle zadnjih recimo 4-5 let. In v bistvu, namesto da bi mene poslali pač tukaj delajo, pač učijo ljudi v našem okolišu zdravega življenja, ne, mene ne bojo poslali, ker jaz sem majčkeno preveč bela. Pošljejo pa eno pol mlajšo od mene, ker je pač latina, ali pa lahko rečemo latin X, ker zdaj tudi to ne smemo več govoriti, da si ti, ker tukaj letale gender je tudi mal problem, in njo bojo poslali samo zato, ker paše ke. Tega v Sloveniji vi sploh se ne morete zavedati, kaj se dogaja v Ameriki in zakaj. Večina ljudi se ne zaveda, zakaj. Zakaj se vse to, Amerika je itak, kakor se temu reče, captured operation, že od ustanovitve 4. julija 1776. In to captured operation zdajle pucamo in se bo spucala, ker ljudje imamo preko ustave eno možnost, da mi v bistvu predstavimo papirje direkt županu ali pa tale school board, to so te šolski svet, in greš lahko in jim rečeš, dajte odlog, da ne bojo več maske. In če oni tega ne dajo, ti jim lahko predstaviš papirje in jih odstranijo. In jih polnomočno so lahko vsi te ljudje odstranjeni. In zdajle se to dogaja. Starši hodijo in odstranjujejo vse te šolske svetnike ali karkoli je, to se zdajle vse puca. Mi nismo na cestah, nam ni treba biti na cestah, mi pucamo direkt tam, kaj treba spucati. In to je to. Zato mislijo ljudje, da nič ne delamo tlele v Ameriki. Vse dogaja, ni problem. Samo glej zdaj, v kakem nerodnem položaju smo pri nas zdravilci, ne mislim zdravilci, reči in tak dalje. Roke imamo zvezane do konca, zaradi svoje lastne varnosti, evo prej je govoril o tem obsevanju, kak se potem razširi. Seveda, vse, kaj je živo, hoče živeti in tak dalje, hoče tak, razpezneš. No in jaz ne smem človeku reči, ne idi na to, ker če mu bom jaz rekel, bo on tam rekel, da smo jaz rekel, mene bojo tožili pa zaprli. Jaz bom tak v rokavicah delati z ljudmi, odpirati oke, mislim, da se oni potem sami na neki način odločijo. Ampak izredno težko se odločajo zaradi tega, ker jim je bolniška vezana če odkloni zdravljenje, v bolniška ne gre in jaz par ljudi poznam, ko so tak smrt dišli zaradi tega, zaradi straha, kak bo živo, ne bo mogel na bolniško, ne more tak, ne more ono, evo ga. In smo pa tu noter, ko ima nekdo prste nad vsem. So pa v končni fazi, tako si rekla, bankiri, vsaka kapla znoja gre do bankirov. Ja, pa še energetsko, tega se pa večina sploh ne zaveda, ker kaj je denar, je currency, kaj je currency, je current, tok, pretok energije. Itak nam sesajo energijo, ni zapovedati. In to je, v bistvu ta sistem je tako lepo nastavljen, res, tisti, ki ga spregledamo, v bistvu se zavedam, da nas je zelo malo, ker nas je spregledali tako čisto v nulo. Ko ga enkrat spregledaš, res lahko samo ploskaš. Kakor si rekel, Viktor, tem kar tikala, no. Hvala.
Nikoga ne vikam, ker še nikoga nisem čul, da bi rekel, vi Bog pomagajte. Kdo pa je več? Točno to, no vidiš, super. Tako da, kam sem zdaj šla? Zdaj sem pa zamučila. Ja, Pretok energije, currency. Ja, to. Energija in v bistvu ljudje se ne zavedajo, mi jim dajemo energijo, pa še to, ker smo v strahu, pa ker smo miserable, ker smo nesrečni. Oni v tej energiji uživajo, ker potem nad bankirji je pa še en drug nivo, ki ga pa večina, za katero pa večina ljudi sploh. Samo zopet mi dovolimo, da nam se sesajo. Jaz jim ne dovolim, ko jih šišam. Jaz nimam z njimi nič. In to treba mi spoznati, da na naših plečih je vse, da smo mi one budale, ko dovolimo. To korono v 5 minutah rešim, vsi maske dol, ferti, gotovo. Ampak, ker je celi sistem, že od šolstva, vsega skupaj nas je programiralo zdravstva, da nema zdaj predaleč o tem tišla, zdaj je to izredno težko razbijati pri ljudeh. Ampak moramo, če glih si po smehu, mene imajo včasih za vtrganega budala, kaj govoriš ovo ono, ampak jaz svoje povem, sem rekel, jaz ne bom nikoga zavajal, ne bom nikomu riti lizo, pa tak dalje. In tak moramo začeti. Jaz še nisem imel maske gor, pa je ne bom. Marsikje tu je energetsko, deluje. Meni niti nišče ne upa vprašati za masko, hodim mimo ovih, pa tak, ne. Ampak enostavno moramo začeti pri sebi, to se moramo začeti zavedati, da je moč je v nas, ne v njih. Oni nam sesajo, ker mi dovolimo. To sem pa danes napisala eni kot odgovor na Facebooku, sem rekla, če ne bomo vsak na sebi začeli delati in sami sebe spremenimo, ne bo nič. Ja, če sami sebe spremenimo, ne bomo nič spremenili. Ma nimaš pojma, kako ta svet, kako to vesolje, kako to stvarstvo deluje. Nimaš pojma, ti nobenega ne boš spremenil. Jaz prej vem, da sem na silo hotela ljudi spreminjati. Ker jaz, ko sem postala vegan, jaz sem mislila, zdaj morajo pa vsi in bojo in jaz, ko na silo. Ne, na silo ne boš. Potem pa malo zasvetaš in potem v bistvu vidijo, lej, se pa bolj zgleda, pa je stara, ampak kar malo bolj zgleda. Daj, Jerneja, povej, kva ti delaš. Aha, jaz delam pa to, pa to. Okej, daj mi pomagi, bom pa jaz tudi. In to je to. Na silo ne bo nič. In to je mi imamo moč, vse tisto na silo, kar nam pokažejo, dajte na silo, tisto pa itak ne bo. Dober, hvala vsem, zdaj le vidim, da je že čas za zaključek in iti naprej. Hvala, Viktor, super in hvala za vse tvoje dodatke in opombe in pripombe in vse. Hvala 100-krat, res. Hvala tebi, lepo se. Hvala tebi, ja. Viktor, tebi, Jerneja in vsem prisotnim in Iviljani, da je povabila in seveda predvsem tebi, ki si nam to povedala, takšne stvari in mislim, da bo Slovenija, ko bo videla posnetek, ker zdaj smo naredili samo za društvo, danes izjemoma, da se bo ta posnetek širil kot požar. Želel bi samo nekaj, da Iviljana se ti zahvali in morda sta še nekaj govorili, verjetno, a ne? Ja, Jerneja, srčno hvala. Res iskrena hvala. Ti tvoje besede so balzam za dušo in telo, za vse nas, ki te poslušamo. Hvala in jaz osebno se zelo veselim tvojega naslednjega predavanja, ki bi ga, če dovoliš, najavila čez 14 dni. Je v redu? Bomo videli, zato ker jaz dobim informacije iz sred noči pridejo informacije. Zdaj bomo pa videli, kdaj bojo prišle. Lahko pa tudi drug teden, če boš dobila jutri informacijo, da že drug teden. Drug teden pa še ne bo. Ne bo. Zdaj si dobila informacijo, da čez 14 dni imaš predavanje. Ja, jaz sem dobila iz Slovenije informacijo, da imam čez 14 dni predavanje. Ja, vidim, ja. Ne bomo se uradno, ampak lahko, ker povem takole, drug teden, dokler mi bojo v službi sesali energijo, ker jaz v službo še grem, sicer je to vse tako,
jaz to vse vdaleč gledam, jaz naredim tisto, kar treba in to je to. Ampak tale naslednji teden bo mal Ja. bom moram zaposlena, no tako. Bom sporočila naslednjo soboto, če je okej za čez 2 tedna. Najlepša hvala, Jerneja, to sem zato rekla, ker res so zadnji časi, poslednji, in je treba še veliko ljudi prebuditi z besedo, to, kar si lepo povedala. Beseda je beseda, ki lahko oživlja, lahko nas pa nažalost užalosti oziroma celo ubije. Tako da tvoje besede so tiste, ki oživljajo in Slovenci rabimo oživljanje. Hvala lepa, Jerneja, da boš še naprej nas oživljala. Hvala lepa. Hvala posebej za besede, posebej za besede, s katerimi si rekla, da se ljudje tlele zdaj med seboj politično kregajo, kdo bo koga, ljudje trpijo, umirajo, nekdo je na robu eksistence in stvari grejo, ta voz gre posebej v nas čisto napačne smeri. Tako da hvala, da s temi besedami opogumljaš, ker vidiš oddaleč to zmešnjavo. Moram ti reči, tudi jaz sem veliko potoval, jaz vidim v Sloveniji, kaj se dogaja. Kljub izzivom, ki mi jih dajejo, polena, ki jih mečejo, marsikje, moram reči, da se ognem temu, da sem rajši tiho. Raje se izognem in mi delamo svoje naprej in hvala tebi še enkrat za vse. Zdaj bi pa prosil, če imaš mogoče čas, da morda še za kakšne potem z ostalimi se pogovarjaš, ampak naš predsednik bi rad v 2 minutah ta večer strnil, potem pa imate večer, oziroma ti imaš, ne vem koliko je ura pri tebi, verjetno že poldne, pa potem še naprej. Tako da, Miran, za zaključek, prosim, izvoli. Draga Jerneja, beseda hvala bi bila za tvoje današnje predavanje odločno premalo. Zato ti vsi prisotni na Zoomu in tukaj v studiu pošiljamo iz našega srca res en velik objem hvaležnosti. Sedaj bi pa, in obenem bi se tudi zahvalil Viktorju Garincu, ker je res eden večjih ljudi v Sloveniji in obvlada svoj posel, ima pa eno slabost, resnično vse po resnici pove in to ga potem včasih tepe. Ampak to je edina prava pot, da zmagamo in oddamo vse to, kar so nam te psihopati nakopali na glave. Zdaj bi pa najprej v 2 minutah najprej bi en citat povedal iz leta 2009 na večerji, ki ga je imel, pa smo ga že slišali, Henry Kissinger. To je eden večjih učiteljev in je bil tudi učitelj Klausu Schwabu, ki nam te stvari zdaj na veliko dela za njegovemu Davosom januarja vsako leto. Ko čreda enkrat sprejme prisilno cepljenje, je igre konec. Sprejeli bodo karkoli, tudi prisiljen odvzem krvi in organov za višje dobro. Lahko gensko modificiramo otroke in jih steriliziramo za višje dobro. S tem, ko nadzoruješ razum ovac, nadziraš čredo. Izdelovalci cepiv lahko zaslužijo milijarde in mnogi od vas, ki ste danes tukaj, ste bodoči investitorji. To je velika zmaga. Mi razredčimo čredo in čreda nam plača za zagotavljanje storitev iztrebljanja. To je rekel Henry Kissinger, kot sem rekel, na večerji leta 2009. In zadnji 2 let se je to na veliko dogajalo po celem svetu. Zdaj pa še zadnja misel. Z našimi srečanji Društva Belis ozaveščamo s pravo resnico, ki je dostojna življenju normalnega človeka, ki želi zgolj živeti in težko razume, da je človeški lahko tudi bolestno pokvarjen, tu pa lahko nastopimo mi in potisnemo pravo resnico naprej. Naj jo sliši čim več ljudi. Njihova popačena resnica elitističnih psihopatov se počasi podira. Zato
prestavimo v višjo prestavo in nagovarjajmo tiste, ki so dojeli, da je korona na teh zadnjih 2 let zelo smrdi in se razkraja. Bodimo pa še vedno na preži. V pištolah imajo še mnogo nabojev in na njih po večini ni več in tudi ne bo več napisa korona. Hvala še enkrat Jerneja in vsem sodelujočim. S tem je današnji dan, ki je bil res zanimiv, zaključen. Hvala. Hvala, Miran. Mi se bomo tukaj izključili iz mikrofonov, zato ker nas je malo več, bomo poklepetali v studiu. Jerneja, ti pa če imaš čas, pa kdor bi še želel kaj vprašati od vseh prisotnih, lahko. In še enkrat iskrena hvala in naj te Bog blagoslovi, tudi če si tako daleč, smo v srcih povezani, saj mislimo eno in smo z dobrim v srcu, gremo naprej in pomagamo ljudem, ki pomoč potrebujejo. Hvala, Jerneja, še enkrat se vidimo. Ja, hvala, Mihael. Daj recording, Mihael, a lahko daš na recording off? Evo, zdaj le dam recording off.